Pozdravljeni. Komunikacijski trening za hujšanje vam bo pomagal v marcu odgovoriti na več vprašanj, ki si jih enostavno moramo zastaviti, preden izberemo katerokoli dieto ali katerokoli obliko posta kot načina razstrupljanja in konec koncev spomladanskega dela na sebi. Govorila bom seveda tudi iz lastnih izkušenj jesenskega 21-dnevnega posta, ki je potekal 5 dni na vodni osnovi, preostali del pa predvsem z gostimi zelenjavnimi juhami in različnimi zdravilnimi napitki. Od 1. do 21. aprila pa se lotevam spomladanskega posta, ki bo na osnovi sadnih in zelenjavnih sokov, tudi po 5-dnevnem vodnem postu. Ampak za skupino, ki se mi bo pridružila, bomo vsak torek v mesecu marcu, 19. do 21. ure zvečer, na daljavo, s 5-minutno pavzo in potem še lahko z vsakim 5 ur individualno po želji, šli skozi 5 tem, ki so nujne, da boste na koncu tudi uspešni po kakršnikoli sprejeti dieti, da se boste dobro počutili in da boste dejansko korenito spremenili svoj način in prehranjevanja in, bom rekla, gibanja, skratka, da se boste počutili fit v svoji koži in v času epidemije in vsega, kar se nam v minulem letu dogaja, smo vsi tega seveda še kako željni in potrebni. Torej, prvi 2 uri vam bom različne komunikacijske tehnike predstavila, ki vam bodo pomagale odgovoriti na vprašanje, zakaj se jaz, ti, vi, lotevam te razstrupitve telesa in duha, zakaj sem se odločil ali odločila, da bom v načinu prehrane, v načinu gibanja nekaj spremenila. Ko namreč vemo, zakaj nekaj počnemo, potem si lažje dogovorimo tudi, kako premikati moje notranje meje. Povem, da sem se tega lotil z namenom, da se bom boljše počutil, da ne bom enostavno vlekel kopico 10-15 odvečnih kilogramov na svojem hrbtu, obremenjeval noge in tudi notranje organe z odvečno težo. Potem mi je tudi lažje premikati notranje meje, spoznali bomo različne tehnike, pristope za nek drugačen notranji nagovor, zato kako si bomo znali poiskati podporno okolje, takrat, ko pride do kakšnega zastoja na tehtnici, ko grami in kilogrami ne gredo tako hitro navzdol. Skratka, spremenili bomo tudi ta vzorec notranjega nagovora, ki je ključnega pomena pri projektnem delu in tudi hujšanje je dejansko projekt, ki je namenjen meni, tebi, vam. Skratka, se človek odloči, da bo investiral znanje, čas, svojo energijo in želi si, da je ta projekt uspešen. Da bi bil uspešen, mora znati premikati svoje notranje meje. In se vprašati, ali poznam svoja zafiksirana stališča. Koliko diet je že bilo za mano, pa sem na koncu dobil po jojo učinku vse nazaj. Ali se prvič v življenju sploh lotevam kakšnega diete, ali prvič v življenju se sploh lotevam posta. In v vseh teh primerih je potrebno se znati, naučiti, osredotočiti na imeti. Če se bom poslej izogibal hrani z visokim glikemičnim indeksom ali morda tako imenovanemu belemu strupu, sladkorju, moki, in izbral morda način, ki sem ga izbrala po koncu posta sama, to je študentska varianta moje prehrane, prekinitven post, 8 ur ješ in potem ne, piješ tekočino, čaj, je zelo pomembno, da se znaš osredotočiti na to, kar imaš, na to, kar si izbral. Ne na vsa tista živila, ki jih pač zavestno ne uživaš več ali jih trenutno ne, oziroma tudi, če za pusta poješ krof, ker se ti pač zalušta,
boš to nekako znal ali z dodatnimi notranjimi vajami, ali z daljšim sprehodom, ali mogoče z malo več tekočine vode ali čaja, to nekako uravnati. Torej, ne živiš v smislu nekih blaznih prepovedi, ker si to v prvih 2 točkah že razčistil in znaš se osredotočiti, da uživaš v tistem izboru hrane in živil, ki te zadovoljujejo in nasitijo in v katerih se dobro počutiš. Seveda moramo znati sprostiti telo in nasploh v vsakdanjem življenju in samo šport ni dovolj. Mnogi to že veste, torej tudi sama sem bila vrsto let športnica na področju rokometa, golmanka, z nošenjem medicink in vse, fino je, ne, dober občutek tistega fizičnega napora, ko te bolijo mišice, ko si res, bom rekla, sezut, ne, ko tuš pa hrana in da prideš k sebi. Ampak poleg same športne aktivnosti je dobro spoznati tudi sistem, ki sprošča naše notranje organe, temu se reče notranje vaje sproščanja, pravilne dihalne tehnike uporabiti in predvsem se naučiti pozitivnega nagovora, tistega momentuma, ko štejemo od 21 do 0 nazaj, ko krene negativna misel in ji znamo reči stop in se počasi preorientirati v mislih na pozitivno, ne. To je pri projektu, kot je, da izgubiš grame, dekagrame, kilograme, da nekako na novo oblikuješ, resetiraš svoje telo, še kako pomembno. Kakorkoli obrnemo je, ko se lotimo nekega sistema razstrupljanja telesa in duha, je to vendarle neki dodaten stres. In treba ga je znati obvladati s komunikacijo. Predvsem, ko pride do kakšnega zastoja na tej naši poti do želenega učinka. In tudi to se bomo učili v mesecu marcu. To bo zadnja tema, 5. dvourno druženje preko Zooma. Torej, na kratko sem vam povzela vsebino komunikacijskega treninga za hujšanje. Cilj je torej, da naj dieta ali post postaneta oblika sprostitve in nikakor vir prepovedi ter omejitev, ker če se tega lotevamo na napačen komunikacijski način, potem bomo hitro ali sčasoma vsaj izgubili voljo, da bi na neki novi, osveženi poti vztrajali. In sčasoma se potem stvari popustijo in so tisti slabi občutki, da itak nobena dieta ne prime. In pomembno je, da potem ali po dieti, če si jo boste izbrali, ali po postu, zaživimo nekako na novo, z drugačnimi vzorci in prehranjevanja in gibanja in sproščanja. In predvsem vam polagam na dušo, na srce, da je zelo pomembno, da tudi takrat, ko se odločite, da je napočil čas, da bom spet lahko zapel hlače ali oblekla tisto svojo obleko, ki je bila na levi strani v omari, ker se je tako čudno skrčila od pranja. Skratka, da vidite vsem tem priložnost nečesa novega, da nekaj dobrega naredite zase in se tako pozitivno v bistvu lotite razstropitve črevesja in misli v naši glavi. Torej, ta razstropitev telesa in duha gre z roko v roki. Vabim vas, da se še prijavite na ta komunikacijski trening do vključno 26. februarja 2021 do polnoči na e-naslov Biserka nakupa si. Po tem datumu so seveda možne tudi individualna svetovanja in dogovori z tega področja, kontaktirate me lahko na isti naslov. Torej, do snidenja na komunikacijskem treningu za hujšanje na daljavo.